Gospod Smrekol, v petek odpirate vašo novo tovarno, nove prostore v industrijski coni v Kisovcu. Koliko časa ste gradili, kakšna je bila naložba in kaj vse boste imeli v novih prostorih? Ja, gradili smo dejansko 14 mesecev približno. Začeli smo po položitvi temeljnega kamna, smo začeli graditi. Zgradili smo se prav 6000 proizvodnih prostorov, 6000 kvadratnih metrov, 1000 poslovnega dela. Investicijo zdaj zaključujemo, še zadnje stvari, bo nekje dobrih 6 milijonov evrov, skupna investicija. In to zaenkrat je to, kar se tiče investicije. Se pravi, mi bomo dve lokacije združili na eno lokacijo in s tem pridobili in si olajšali delo to je investicija za naslednjih let podjetja. Se pravi, v enem tudi letos praznujemo. Kaj za naslednjih 50, 100? Z letošnjem letu praznujemo 60 let, ne. Če bojo naslednjih 60 let, se pravi, prostori bojo, tako da lahko se bo delalo. To je res dolgoročna investicija podjetja, ki ima zdaj 3-kratne kapacitete, ko je imel prej na 2 lokacijah. Kaj vse boste delali v teh prostorih? Mislim, kaj vse boste uredili v prostorih, kakšno proizvodnjo? To se pravi, proizvodnja bo dejansko ostaja ista. Zdaj smo sposobni pridobivati večje naročile, se pravi, realizirati večje naročile. Sama proizvodnja bo potekala na teh strojih, ki jih pač imamo, skozi obnavljamo park, se pravi, gremo z novimi tehnologijami naprej, vemo, da delovno silo je težko dobiti, predvsem na avtomatizacijo, robotizacijo, se pravi, maloserijske proizvodnje, po kateri smo znani, da delamo res kvaliteto in s tem bomo v bistvu pridobili mlade, ki danes vladajo robota bolj kot vse ročne spretnosti. S tem bomo tudi pridobili mlade, ki imajo pa v zadnjem obdobju, sem zelo vesel, da čedalje več mladih prihaja, ki imajo energijo, ki si želijo ustvarjati in to mi je največ biti. Koliko je zaposlenih v vašem podjetju? Trenutno nas je nekje 30 zaposlenih. Z leti bomo vsekakor še dodatno zaposlovali, nekaj bo tudi šlo jih v pokoj, tako da absolutno delali bomo na mladih, na novih tehnologijah, ki prihajajo in delali pač s tem, ko imamo trenutno. Pa neke stroje bomo tudi zdaj na novo dobili, tako da se proizvodnja širi. Vemo, da je bila vaša investicija na seznamu investicij iz evropskih sredstev. Ministrstvo je potem ta razpis razveljavilo. Kako ste speljali investicijo sedaj? Ja, investicijo smo speljali ne glede. Mi smo imeli plan A, plan B, investicija poteka po začrtanem planu. Edino, kar smo v bistvu tudi ETS izgubil, se pravi, je bil tudi v tem klopčiču, ki niso dobili investicije, smo 2000 kvadratov dali ETI-ju najem, tako da tudi ETI-jeva proizvodnja bo tukaj potekala. Tako kot je bilo začrtano v osnovi, nekaj imamo kredita, vse ostalo je bilo iz lastnih sredstev in iz prodaje prejšnjega objekta.